Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam vsem otrokom, ki se včasih počutite drugačne, in vsem, ki z odprtim srcem sprejemate svet okoli sebe. V današnji zgodbi bomo spoznali Tomaža, prijaznega dečka, ki ima s svojo mlajšo sestro Aniko prav posebno vez. Namreč Anika je gluha, ne sliši. Zato se s Tomažem pogovarjata drugače. Z rokami, z obraznimi izrazi, s čustvi. Njuna zgodba nas bo naučila, kako pomembno je, da spoštujemo in razumemo drug drugega, tudi če ne govorimo na enak način. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi, ki jo je izdala založba Petka, nastala pa je izpod peresa avtorice Sare Irman Kolar z naslovom Anika govori drugače. Tomaž živi v malem mestu. Je prijazen in vesel deček. Rad hodi v šolo in se druži s prijatelji. Tomaž ima skrivnost. Tomaž ima mlajšo sestro Aniko. Anika je gluha in ne sliši. Vsak dan se pogovarjata z rokami. To je bil njun skrivni jezik. Pripovedovala sta zgodbe in šale. Bila sta vesela. Tomaž in Anika sta šla iz šole. Videli so jo Tomaževi sošolci. Niso razumeli, kaj delata. Na glas so se smejali in jo posnemali. Kaj počneta? Čudna sta. Ne znata govoriti. Tomaževa prijateljica Ema je vprašala: Kaj počneta z Aniko? Videti je kot skrivni jezik. Tomaž je odgovoril: Anika je gluha in ne sliši. Pogovarjava se v znakovnem jeziku. Znakovni jezik je jezik gluhih. Ema je bila presenečena. Želela je izvedeti več. Tomaž jo je naučil nekaj kreten. Ema je pozdravila Aniko v znakovnem jeziku. Anika se je nasmehnila in pozdravila nazaj. Pokazala je še nekaj, toda Ema ni razumela. Jaz, meni, všeč, tvoja majica. Ema je naslednji dan znakovni jezik pokazala prijateljem. Povedala je, da Anika ne sliši, zato se pogovarja s kretnjami. Tomaževi sošolci so bili navdušeni. Bilo jim je žal, da so se norčevali. Oprosti. Sošolci so se naučili znakovnega jezika. Učili so tudi starše in prijatelje. Izvedeli so, da v mestu živi več gluhih ljudi.
Znakovni jezik je povezal ljudi v malem mestu. Tomaž, Anika in njuni prijatelji so bili tistega dne bogatejši za zelo pomembno spoznanje. Drugačnost je nekaj, kar je treba spoštovati, ne pa je skrivati in se iz nje norčevati. Naučili so se, da lahko tudi v medsebojnih razlikah najdemo lepoto in povezanost. Odslej se bomo vsi znali pravilno pogovarjati z gluhimi osebami. Če želimo, da nas opazijo, pomahamo ali jih tapnemo po rami. Obrnjeni smo proti njim. Ne zakrivamo obraza in ust. Govorimo počasi in razločno. Tvorimo kratke in preproste povedi. Smo potrpežljivi in večkrat ponovimo poved, če je gluhi ne razumejo. Kako čudovita in pomembna zgodba. Tomaž in Anika sta nas naučila, da ni nič narobe, če kdo govori drugače. Tudi Tomaževi prijatelji so jo najprej čudno gledali. A ko so spoznali Aniko in njen svet, so se začeli učiti, ne le jezika, ampak tudi razumevanja, spoštovanja in prijateljstva. Dragi otroci, včasih se ustrašimo tistega, česar ne poznamo. A ko si vzamemo čas in pogledamo s srcem, ugotovimo, da nas drugačnost ne ločuje, ampak povezuje. Ob koncu slikanice pa si lahko ogledate še nekaj zelo uporabnih kretenj in preko aplikacije spoznate slovar slovenskega znakovnega jezika. Zdravo, prosim, na zdravje, hvala, izvoli, dobro jutro, dober dan, dober večer, lahko noč, dober tek, da, ne, rdeča, modra, zelena, rumena, črna, bela, mačka, pes, krava, miš, ptič, zajec, umetnost, potovanje, petje, abeceda, A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Moje ime, D, A, Š, A. Otroci, v mojem knjižnem kotičku vas čakajo še 3 zgodbe o knjižnem junaku Ježku Snežku, ki so prav tako podprte znakovnim jezikom. Prijazno vabljeni k poslušanju. In ne pozabite, najlepše besede so včasih izrečene brez glasu,
z veliko mero topline. Prijazen znakovni pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, odlična slikanica.